Naložbeni načrt je odgovor na ekonomsko krizo. Kot veste, ekonomska kriza je terjala, da se je zmanjšal obseg investicij in sedaj želimo z naložbenim načrtom za Evropo povečati ta investicijski cikel in spodbuditi vlaganja, tako zasebne kot javna, v različna področja v Evropi. Glavni cilj naložbenega načrta je predvsem, da spodbudimo javne in zasebne naložbe v infrastrukturne in pa tudi inovativne projekte. Pogosto se namreč dogaja, da ti inovativni projekti niso zanimivi za investitorje. Bistvo načrta je pa to, da pravzaprav Evropska investicijska banka prevzema večji del finančnih tveganj, kar pomeni, da financira oziroma sofinancira tiste projekte, ki jih sicer zaradi recimo večjih tveganj ne bi investirali. Torej, naložbeni načrt za Evropo omogoča tako financiranje velikih infrastrukturnih projektov. Naložbeni načrt za Evropo pa omogoča tudi financiranje raznih projektov srednjih in majhnih podjetij in startupov. Predvsem gre za tiste projekte, ki jih sicer recimo pri nekih normalnih tveganjih banka ne bi prevzela. Za 21 milijard garancij, ki dejansko omogočajo, da Evropska investicijska banka ponuja tako ali drugače bolj ugodne finančne inštrumente, kot bi jih sicer. Evropska investicijska banka financira tudi projekte, ki so bolj rizični, lahko jih financira hitreje in s tem pravzaprav zagotavlja več projektov za majhna srednja podjetja, s tem pa tudi kreira nova delovna mesta v Evropski uniji. Državljani imajo mogoče občutek, da od EFSI-ja nimajo veliko, vendar temu vsekakor ni tako. Poglejte, prek ugodnih finančnih inštrumentov, prek EFSI-ja se lahko tako ali drugače spodbujajo projekti, ki so direktno v interesu državljanov. Kot so na primer, gradijo se lahko nove ceste, gradi se lahko hitrejši dostop do interneta ali pa boljše bolnišnice. Tako da državljani imajo prek projektov, ki dobijo finančne kredite od EFSI-ja, vsekakor korist. Prvi in zaenkrat edini projekt v Sloveniji je Slovenski podjetniški sklad. Ta omogoča prek bank sofinanciranje oziroma dajanje kreditov podjetjem, majhnim, srednjim podjetjem, startupom, vse skupaj okoli 1100 podjetjem in vse skupaj ponuja okoli 180 milijonov kreditov, kar je okoli 25% več, kot če ne bi imelo podpore EFSI. Čeprav smo šele v prvem letu izvajanja EFSI-ja, imamo že 100 odobrenih projektov. Ti projekti so na zelo različnih področjih. Imamo recimo projekte, kot je sofinanciranje velike nove avtoceste okoli Bratislave, graditve nove papirnice z novo tehnologijo na Finskem, graditve recimo vetrnih elektrarn na Škotskem ali pa sofinanciranje raziskav in inovacij na področju iskanja novih zdravil za zdravljenje Alzheimerjeve bolezni. Če ste podjetnik in vas zanima, kako do ugodnega kredita,
je seveda pravi naslov za dodatne informacije Slovenski podjetniški sklad. Če imate pa v mislih velik infrastrukturni projekt, boste seveda potrebovali več pomoči. Zato smo vam na voljo bodisi Slovenska SID banka, ki je pooblaščena banka Evropske investicijske banke, ki vam lahko ponudi pomoč v slovenskem jeziku. Lahko se obrnete tudi direktno na Evropsko investicijsko banko v Luksemburgu.